Preden gremo na te, bom rekel, najbolj aktualne pa konkretne zadeve po posameznih področjih, ki jih pokrivamo, vsi trije poslanci, bi najprej rad še eno stvar povedal, da ne boste narobe razumeli. To, da je Barbara zdaj na rekovajih šefica ali pa vodja poslanske skupine, ni samo neka statistična finta politična, ampak je dejstvo, da je pa Barbara bila najbolj aktivna poslanka, to so ugotovili tudi mediji, največ poslanskih vprašanj, največ poslanskih pobud in mislim, da je prav, da imamo nekoga, ki se na stvar spozna in ki stvar obvlada kot vodjo. Če pa gremo na konkretne primere ali pa na področja, ki jih v poslanski skupini Lipa pokrivamo, samo moram povedati, da pokrivam področje notranje politike, kmetijstva in pa prometa. Hvala. Smo drugačni, smo boljši. In z Barbaro, ne Barbiko, v primerjavi z nekaterimi drugimi političnimi strankami, bomo postali še boljši. Z vso gotovostjo lahko zagotovim in lahko rečem, da je kvaliteta naše dejstvo. Moje področje, za katerega smo se v preteklem obdobju dogovorili v okviru poslanske skupine Lipa, pa je seveda področje gospodarstva in pa monetarne politike. Naprej, zdaj, če strnem ali pa poskušam zelo plastično povzeti zadevo, gre seveda za široko področje izobraževanja, se pravi šolstva, plačno politiko, nedvomno in v bližnji prihodnosti bomo pristopili tudi k, bom rekla, oblikovanju predloga, ki lahko dvigne minimalno plačo tudi na račun dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Se pravi področje zdravstva, kar sem istočasno že napovedala, široko področje sociale, ne nazadnje v pripravi imamo spremembo zakona o socialnem varstvu, pred kratkim smo vložili spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Želim se za hip postaviti tudi na področju človekovih pravic. Slovenija pogostokrat politika, aktualna politika, vladajoča politika govori o človekovih pravicah, po drugi strani pa pozablja na posameznike v naši državi. Tiste posameznike, katerim so človekove pravice najpogosteje kršene. Žal, in tukaj moram resnično reči žal, celoten sistem, tudi varovanje človekovih pravic, deluje v smeri zaščite državnih institucij. Človek, kateremu so kršene človekove pravice, je v primerjavi ali pa, ko govorimo o njegovem odnosu do institucije, premajhen in ne dobi ustrezne zaščite. Samo en primer vam bom navedla, ker je nedopustno. Na eni strani sprejemamo zakon o denacionalizaciji, se pravi, hočemo pospešiti postopke v odnosu do sodišč. Na drugi strani človek ali pa zakonca, katerim so bile kršene človekove pravice strani zdravstva. Se pravi, ene inštitucije sta iskala pravico po toliko in toliko letih, desetletjih v Štrasburu, kjer je Evropsko sodišče za človekove pravice reklo, da so jim bile kršene človekove pravice zaradi dolgih in neustreznih sodnih postopkov v naši državi. Naj povem za primer, da sta ta dva človeka izgubila sina zaradi zdravniške napake. Ampak se je naše domače pravosodstvo pritožilo na odločitev Evropskega sodišča in celo izstavilo račun, ki ga morata v narekovajih zdaj plačati, dokler ne bo odločitev na pritožbo Evropskega sodišča dokončna. Se pravi, to so stvari, ki so nedopustne in to je tudi tisto področje, ki ga bomo vzeli, bom rekla, kot pomemben del naše politike ali pa strategije v okviru naše politike. V tem kontekstu so nedvomno tudi otrokove pravice, ki so kršene, ki niso zastopane v tolikšni meri, kot bi morale biti tudi na podlagi konvencije OZN o otrokovih pravicah.